Ja, dober večer, pozdravljeni, pozdravljene tudi z najine strani. Dobrodošli na nocojšnjem zadnjem večeru. Danes bova z Grego govorila o afriški literaturi antikolonialnega boja, torej o literaturi, ki ni želela biti zgolj odsev sveta, ampak je želela tudi zelo angažirano posegati vanj in ga spreminjati, nastajajoč iz konkretnih zgodovinskih izkušenj kolonializma v različnih delih Afrike. Ta literatura govori o potrebi po pripovedovanju lastnih zgodovin. Po eni strani in po drugi strani je zelo jasno se opredeljuje proti nasilju, pa ne le proti fizičnem nasilju, ampak tudi gre za nek upor, ki se dogaja v jeziku, v domišljiji, v psihologiji. Po drugi strani imamo tudi upor proti pozabi, proti načinom zgodovinjenja, proti arhivom in spominu. Na vse zadnje gre za nek upor proti dehumanizaciji. Z Grego se danes zavedava, da je teh 50 minut precej premalo za tako široko temo, ampak morda današnji čas nameniva pravzaprav odpiranju določenih vprašanj, brez zaključenih odgovorov, ki bi vas morda kasneje napotili k samostojnem raziskovanju in branju. Tako da, Grega, dobrodošel, sem vesela, da se lahko danes ponovno tule na nekem dogodku pogovarjava o tovrstnih temah, kajti tvoji uvidi so vseeno s to tvojo izpostavljenostjo v mednarodnem okolju malce drugačni. Tako da zdaj, če začneva, lahko rečeva, da pač antikolonialni boji so potekali na terenu oziroma na teritorijih različnih, ne. Pogostokrat so pa v časovnem sočasju potekali tudi na kulturnem področju, se pravi v literaturi, filmu, umetnosti. In naslavljali so različne teme, na primer rasne hierarhije, ekonomsko izkoriščanje, nadzor nad teritorijem, lastnim telesom, prizadevali so si za jezikovne, kulturne avtonomije in tako dalje. Zdaj me pa zanima pravzaprav, če se sklicujeva na to, da, kot pravi Frantz Fanon, je koloniziranec pravzaprav politična žival. Kje pravzaprav vidiš začetek literature, angažirane politične literature, ki jasno nekako se izreka znotraj antikolonialnih bojev? Hvala za to predstavitev in za povabilo na dogodek. Jaz mislim, da je treba res razumeti razvoj književnosti oziroma različnih etap umetnosti v različnih zgodovinskih kontekstih. Zdaj zgodovina pismenosti oziroma neke specifične forme pisanja književnosti je zelo različna skozi različna zgodovinska obdobja in geografske teritorije v Afriki, ampak nekaj, čemur tudi po tej mogoče eurocentrični meritvi se reče moderna književnost, ki izhaja iz tega modernega obdobja kolonizacije in predvsem začetka 20. stoletja, izide kot neko uporniško pisanje, kot književnost upora, književnost pisanja nazaj imperiju. To je tudi neka fraza, ki se je uveljavila. Veliko odziva na kolonialno pisanje o Afriki, kakor vrnitev pogleda nazaj, dokumentiranje, kje je Afrika bila ključna v zgodovini razvoja Evrope same, pa recimo svetovnega gospodarstva, razvoja kulture sveta nasploh. In nek ta model kontrareprezentacije, ne. In književnost in film izhajajoča iz Evrope sta se večkrat dotikala tem ali pa bila postavljena v afriške prostore, ampak na nek zelo eksotičen,
instrumentalizirajoč način. In potem, ko so Afričani vzeli pero ali pa kamero v svoje roke, so pa rekli, zdaj pa hočemo pokazati, kako to zares izgleda, oziroma iz neke insiderske pozicije. Kar pa je tudi zvezano z razvojem izobraževalnih ustanov bodisi v Afriki, bodisi dejstva, da so različni imperiji želeli izobraziti neke elite, neke specifične sloje prebivalstva, ki bi lahko služili tudi kot posredniki med metropolo in kolonijami. In ti ljudje, ki so potem prišli najpogosteje v London in Pariz študirati, so ugotovili, da čeprav njihovi kolonizatorji večkrat vihtijo retoriko univerzalizma, da pa še vedno na drugi strani je močen rasizem. Tako da so potem začeli uporabljati, kot se včasih temu reče, kolonizatorjeva orožja in jih obrnili nazaj. Recimo med obema vojnama pomembno gibanje je bilo Negritude, mogoče tudi za ta kontekst senegalskega filma in Ousmana Sembena. Negritude, ki se je razvilo specifično v frankofonem področju in ki je bilo nekako zelo estetizacijsko gibanje. Na nek način jih je zanimalo bolj revolucija v jeziku, boj znotraj književnosti, umetnosti, ni bilo pa tudi toliko zvezano z političnimi boji na terenu na tak način, kar se je potem odprla druga faza po drugi svetovni vojni predvsem in tej povečani nacionalni mobilizaciji, ko so potem tudi neke druge forme, socialni, socialistični realizem ušli in bili tudi zvezani z dejansko družbeno mobilizacijo na terenu. Ousmane Sembène je tudi en dober primer tega, en roman, ki ga imamo prevedenega tudi v slovenščino, še iz starih časov, Božje paličice, govori o neki monumentalni delavski stavki železničarskih delavcev. Tako da ja, in potem se tudi odpirajo področja, kako bi lahko književnost oziroma kulturni boji se povezovali z bolj direktno političnimi boji. Mogoče bi samo tlele dodala, ker si na začetku tudi povedal, da je šlo tudi v neki meri za neko boj za reprezentacijo, se pravi za nek insiderski poskus, češ vam tudi mi povemo, kako pa dejansko je v Afriki. Bi mogoče omenila pač to opazko Achille Mbembeja, ko pravi, da pravzaprav v te polje reprezentacije oziroma polje upodabljanja Afrike velja nek taka arbitrarnost, pač, da pravzaprav lahko znotraj tega napišeš karkoli, se pravi, da je ta neko področje in mislim, da se to dosti vidno tudi v sodobni kulturni produkciji, kjer pravzaprav brez kakršnihkoli velikih posledic lahko uprizoriš Afričana na takšen ali drugačen način, tako da se mi zdi ta pisanje nazaj oziroma ta neka insiderska pozicija še zmeraj zelo relevantna in potrebna nekako prakticiranja. Ampak zdaj, ko si omenil pač tudi tele kulturne boje znotraj umetnosti, me pravzaprav zanima, kako vidiš pravzaprav v primerjavi s političnimi govori, ki jih je bilo v času, na primer, po osvoboditvah, po neodvisnostih ogromno, se pravi, prostor je bil preplavljen s političnimi diskurzi, ampak literatura je vendarle imela drugačno moč. Kakšna je ta moč pravzaprav bila, kako jo ti vidiš? Misliš razlika v postkolonialni književnosti? Ja, odvisno. Kot si lahko mislimo, je tudi književna produkcija bila zelo razvejena v Afriki, kakor vse povsod drugod. Mogoče imamo večkrat dostop ali pa literarni trgi tudi radi promovirajo določene segmente književne pisave za razliko od drugih, ampak recimo kakšni taki,
to, čemu rečemo mogoče kritični intelektualci, so se kaj hitro tudi po osamosvojitvi obrnili proti državi sami. In tudi potem začeli pisati. Ni nujno to samo nek refleksni antiimperializem proti vsako recimo tuji okupaciji ali pa iz neke nativistične pozicije, ampak znal biti to res upor proti vsakršni moči, sploh veliko število marksističnih, socialističnih piscev je vedno pisalo z neko socialno noto in tudi potem kritično ovrednotilo postkolonialne oblasti, ki so v večino primerih ostale v primežu neke neokolonialne oblasti, neko nadaljevanje kolonialnih vzorcev, bodisi vladanja, bodisi ekonomske strukture postkolonij, kot temu reče Mbembe. Ja, mogoče tlele še omeniva to, kar si rekel, da seveda se je ta vrsta ustvarjalcev in pisateljev in mislecev obrnilo proti državi sami. Njihov precejšen argument je bil tudi ta nastanek nacionalne buržoazije, kakor pravi Fanon, v smislu, da zdaj tisto, kar so prej, kar je bila oblast pač kolonizatorja, je zdaj dobila nacionalna elita in pravzaprav se samo pač prenos oblasti je zgodil na način, da je oblast in načini oblasti so ostali pač, in mislim, da nekje zapiše celo Fanon, včasih je črn bolj bel od belega, in mislim, da je v literaturi to zdaj ponovno malo tlele generalizirala, ker gre res za zelo velik opus različnih postkolonialnih literatur, ampak je to vsekakor bil pač nek pogosta tema, kjer se pravzaprav kritizira pač ta nacionalna buržoazija, ki je pravzaprav se na isti način obnašala kakor kolonizatorji. Ja, pa tudi mogoče bi rekel, da večkrat književnost prevzela tudi neko teoretsko funkcijo, da pravzaprav veliko romanov lahko beremo, kjer istočasno z nekimi politično-ekonomskimi analizami tudi kritično vrednotijo in teoretizirajo socialno strukturo novega zgodovinskega obdobja in novih družb. Tukaj so zelo zanimive v Afriki prav debate, kaj po tako imenovani dekolonizaciji, ko dobimo nacionalno suverenost, vsaj nominalno, politično, oziroma kot Fanon temu reče, pa zdaj ne vem, kako v slovenščino to prevedeno, flag independence, da lahko zastavo gor postavimo, nimamo pa dejansko nadzora nad svojimi naravnimi viri ali pa ekonomskimi vzvodi moči in tako naprej. Da se velikokrat ravno to poskuša razumeti, kaj je ta nova elita. A je to res buržoazija, tako kot v starih vzorcih razvoja evropskega kapitalizma, a je tukaj neka druga birokracija, ki pravzaprav služi metropolitskim buržoazijam, ki nimajo svoje ekonomske baze, da bi dejansko lahko vzpostavili svojo oblast, ampak potem nadaljujejo pravzaprav vzorce politične nadvlade bivših imperijev. Tako naprej. Tako da ja, po eni strani ta reprezentacijska funkcija, po eni strani narodno-graditeljska, kako bi temu rekli, veliko poskusov neke reprezentacije novih narodov v izgradnji po koncu formalnega kolonializma. Jaz bi tudi rekel, ja, neka močna taka teoretska vloga književnosti, ki je tudi poskušala razumeti svet in velikokrat potem še utopična funkcija, predstavljati si svet na drugačen način, kot še ni zdaj, ampak ga lahko tudi si skozi književnost zamislimo. Prej, ko sem čisto za še en intermezzo, sem rekla, da ne bi slučajno zašla pač nekako v to neko generaliziranje. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da tlele
res govoriva v tej neki množini in v heterogeni perspektivi, da so obstajali različni antikolonialni boji in tudi različni odzivi nanje, ne. Tako da vsekakor pač ne gre primerjati ne francoski kolonializem z angleškim ali s portugalskim ali pa pač poskuse italijanskih okupacij v vzhodnji Afriki, seveda tudi z odzivi, ker so bili te drugačni, ne. Ja, absolutno. Že med različnimi imperiji ogromne razlike, ampak tudi samo znotraj te širine različnih teritorijev, recimo znotraj francoskega imperija. Madagaskar je šel po zelo drugačni politični poti, že takoj po drugi svetovni vojni močno nacionalistično gibanje, medtem ko v zahodnji Afriki je trajalo 15 let, recimo, preden je prišlo do te tako imenovane nacionalne neodvisnosti, kjer so bili močni poskusi reforme imperija. Potem so tudi različne ustavne spremembe in zakonske in tudi politične transformacije imperija v nekaj, čemur se je rekel potem francoska skupnost, več moči bilo in neodvisne srednje neodvisne politične institucije, ki so jih zgradili tudi za celotno federacijo zahodne francoske Afrike, kjer tudi v bistvu na začetku oziroma skoraj do konca 50. let ni bilo tega močnega impulza, hočemo svoje mikronacionalne države, ampak hočemo neodvisnost bodisi izven francoskega imperija, bodisi večjo avtonomijo znotraj reformirane, recimo postimperialne francoske federacije. Tako da, ja, velika raznolikost, ki se je izražala in v tipih politične organizacije, ogromno političnih strank, ogromno nekega, sploh v francoskem kontekstu po tam v 50. letih, ko so tudi predstavniki iz zahodno- in centralnoafriških teritorijev imeli svoje predstavnike v parlamentu, po drugi strani močna delavska gibanja, tako da ja. Ta dekolonizacija je vsekakor večplastna, ne? In mislim, da tudi, če se malo naveževa na film, tudi delno pač Saint-Beuve nakazuje tudi na ta moment mentalne dekolonizacije, teritorialne, potem lingvistične navsezadnje, ne. Sicer, kar se tiče lingvistične dekolonizacije, sem videla, da se tlele prodaja knjiga Ngugi Wa Thiong'a, ki se je tega vprašanja lotil na drugačen način, mogoče bo v jeziku še malo kasneje spregovorila tudi v oziru na film. Bi pa morda omenila, da je znotraj tega obstajala tudi pač tudi ta, ne bi jo imenovala ravno feministična težnja dekolonizacije, ampak vendarle pač neka ženska težnja, no, ker so se marsikatere afriške pisateljice te oznake feminizem pač tudi so imele določene zadržke do te oznake, tako da mogoče še pove, kako je to pravzaprav znotraj ženske perspektive potekalo, ker vsekakor so imeli pač, ne vem, neka kritika zahodnega zgodovinopisja, potem kritika moškega zgodovinopisja in potem končno pridemo do tega, ki je res subalterni pač v neki hierarhiji pač zatiranja, ne. Ja, lahko bi v veliko različnih smeri šla. Velikokrat se je tako zgodilo, da nacionalni boji so vključevali široke množice žensk, ki so sodelovale v političnem uporu in so potem ob konsolidaciji nove postkolonialne oblasti bile spet postavljene na rob ali pa v domove, kjer naj opravljajo svoje tradicionalne materinske in ženske vloge. Tako da so potem tudi različne ženske pisateljice in politične aktivistke iz različnih politično-ideoloških smeri
pisale različne tekste ali pa recimo vzele različne tarče svoje kritike. Velikrat je prav to recimo izbris žensk iz zgodovine nacionalno-osvobodilnega boja. Velikrat pa tudi potem borba proti nekemu lokalnemu patriarhatu. Pa tudi velikrat, ravno ko si rekla, ta včasih odpor proti etiketi feminizma, ki je včasih bil percipiran kot to je neka tuja ideologija zvezana z liberalizmom, mogoče, ki je prišla iz Zahoda, da so vseeno tudi velikrat ženske pisateljice si predstavljale postkolonialno prihodnost, ne prek neke industrialne modernosti, ampak skozi nekakšen boj od spodaj, skozi te, kako bi rekel, lokalne socialne strukture. Mogoče tlele samo nekaj imen omeniva čisto kot referenčnih, ne. Imamo Asio Džebar, alžirsko pisateljico, ki ogromno piše tudi o ženskah, ki so se bojevale v alžirski državljanski vojni, ki velja za eno najbolj krutih prav antikolonialnih bojev na terenu. Potem je Ama Ataido iz Gane, imamo tudi njene kratke zgodbe prevedene, Vse šteje. Potem so pač tudi Mariama Ba, ki se sprašuje pravzaprav, kaj je zdaj ta neodvisnost prinesla za ženske, ne? In ona se sprašuje to čez neko vprašanje poligamije oziroma moškega privilegija. Potem je tudi Cici Dangaremba, ki pokaže, kako se te zgodovinske travme prenesejo v sodobnost, in morda omenimo še Bučije Mečeto, ki jo pa žal pač, ki to preizprašuje skozi materinsko vlogo, in njen prevod nobene knjige zaenkrat še nimamo v slovenščini. Tako da, ja, povej. Samo še Flora Nwapa, ki je v bistvu Bučije Mečeta tudi odgovarja na njeno prvo knjigo, neka industrija lovljenja, kdo je prvi napisal roman v katerem jeziku, ampak mislim, da Flora Nwapa se tudi razume kot prva ženska avtorica romana v angleščini, Efuru, če sem že. Mogoče zdaj, ko sva lih malo se že dotaknila tega jezika, pa preden se malo bolj posvetiva filmu in Osmanu Sembenu, še poveva o tej dekolonizaciji znotraj jezika. Pač ta lingvistični obrat je nadvse pomemben, ne? Kajti če želiš, da te kolonialni imperij sliši, moraš govoriti v jeziku, ki je njemu blizu. Po eni strani imamo, to je jezik nasilja, kakor pravi Fanon, pač ne, razume me v neki splošni atmosferi nasilja, moj zatiralec razume samo jezik nasilja, ne. Po drugi strani pa imamo čisto konkreten primer jezika, govoriti oziroma pisati v francoščini oziroma v lokalnih jezikih, in mislim, da tudi tlele film obravnava to lingvistično perspektivo zelo dobro. Ja. Pardon. V bistvu te jezikovne debate so bile zelo močen moment postkolonialne književnosti, ampak tudi del te potem izgradnje novih postkolonialnih afriških narodov, ne? Kaj bo nacionalni jezik, a lahko vzamemo bivši kolonizatorjev jezik kot nekaj, kar nas dejansko poveže, kar omogoči bolj splošno komunikacijo ljudi, ki govorijo manjše jezike in se drugače ne razumejo čist. Debate o tem, kdo si lasti jezik, a lahko imamo bodisi pidgin, bodisi naselimo tuje jezike z lokalno vsebino, ali kako bi temu rekli. Ampak zelo tako globalno pomembne debate o dekolonizaciji jezika, ki je, kot si rekla, Ngugi bil ena pomembna figura v tem. Pardon. In se mi zdi, prav zaradi tega včasih pozabljamo, da spet ni izhajal iz neke zelo recimo nativistične pozicije, tipa v Sloveniji se govori slovensko, ampak da je bila tukaj tudi močna razredna nota v njegovi kritiki, da je rekel pravzaprav neki izobraženi intelektualci imajo dostop do nekega jezika, proizvajajo neko kulturno produkcijo
orientirano navzven, ekstrovertirano za bivše imperije in ne služijo širšim ljudskim množicam, kot bi mogoče rekli starejši marksisti. In da zaradi tega je v bistvu ta eurofona, kot se reče, ali pa evropsko-afriška književnost, ostane kolonializma, ki spet služi nekim zelo specifičnim elitam namesto narodu kot takemu. In Ngugi sam je potem tudi na neki točki potegnil črto in rekel, od zdaj naprej bom pa pisal samo še v Kikuju, v svojem maternem jeziku, in potem tudi ne samo pisal književnost, ampak s tem tudi proizvajal vednost, gradil jezik, pisavo in tako naprej v tem lokalnem jeziku. Medtem ko Semben pa zanimivo je šel v drugo smer, je pa tudi najprej pisal v francoskem jeziku, velikrat stalno uporabljal tudi lokalne jezike, fraze, ampak je rekel, v bistvu množice, za katere pišem, nimajo možnosti brati mojih tekstov, in se potem obrnil v film. In šel v Sovjetsko unijo, se tam izobrazil na Filmskem inštitutu, prinesel nazaj kamero, snemal filme in jih predvajal na platnu v kombiju, s katerim se je prevažal okrog po tudi afriških vaseh. In si je zamislil, da mogoče film pa potem nova forma, ki je lahko bolj množično dostopna in politično mobilizacijski naboj ima večji. Ja, tle bi se mogoče pri Ngugiju dodala, da je on pač v bistvu ni šlo samo za proizvajanje vednosti, ampak tudi za ohranitev pač vednosti. Kao čez Kikuju jezik se bo ohranila vse naše vrednote, vse neke pač neka moralna načela ali kakorkoli, neka vednost pač neka tradicionalna vednost. Ampak tlele zdaj počasi prehajava tudi na vprašanje same forme, ne? Ker Ngugi se je v nekem momentu tudi obrnil v gledališču, ne? Pač češ, ne? Kdo bo moje knjige zdaj bral. Mobilizacijsko je to, da kakor ne sem ben pač s kombijem, on pravi mobilizacijsko, in mislim, da je Wole Soyinka v Nigeriji imel tudi podoben argument, ne, če zdaj ta dekolonizacijska pač ideja, ki jo imam jaz, pač ostaja v knjigah, pač ne, se ne dotakne pač množic zaradi neke stopnje nepismenosti ali sploh dostopnosti knjig, ne. Tako da so se obrnili bodisi k filmu, bodisi gledališču. A bi tla še kaj dodal? Pa mislim, da si je v redu. Okay. Začrtala. Ne, torej, pač kaj je mobilizacijska vloga literature kot take, pač ne romana potem? Pravzaprav, ja, mislim, skozi to tam že pred drugo svetovno vojno, po drugi svetovni vojni, več desetletij, je bila močna ta ideja angažirane umetnosti. Sploh skozi neke socialistične tradicije, pa potem v francoski tudi prek Sartra, literature engagée, kako lahko, da ni to nek samo estetiziran, depolitiziran produkt, ki naj se prodaja na literarnem svetovnem trgu, ampak kultura kot del vsakdana in tudi kot umetnost, ki ni samo recimo nadstavba, kot so mogoče kakšni vulgarni marksisti temu rekli, ampak ki lahko posega v vsakdanje življenje in tudi politično življenje. Zdaj, če se osredotočiva malce na film, pa ne bova ful razkrivala vsebino, ampak mogoče vendarle nek kontekst dava, pravzaprav gre za tako imenovane senegalske strelce, ki so se po drugi svetovni vojni vrnili nazaj v Senegal oziroma odkoder naj bi šli potem v svoje druge države. In poveva, da na primer imperiji so izkoriščali seveda brezplačne surovine, ampak ko je vojna prišla, ko je nastopila in ne samo druga, ampak tudi prva svetovna vojna, so pravzaprav mobilizirali vojake, nekateri so šli prostovoljno v to, nekaterim so bile obljubljene pokojnine, tako da je bilo na številnih bojiščih pravzaprav ogromno tudi vojakov iz Zahodne Afrike. Ja, to je tudi zelo zanimiva zgodovina teh tako imenovanih senegalskih strelcev, čeprav niso bili sploh ne vsi iz Senegala.
To se je začelo kot neka bolj elitna vojaška enota, kako se temu reče, mercenaries, no, nima veze, ki se je potem tudi institucionalizirali po prvi svetovni vojni. Mislim, to so različne politične zgodbe okrog tega, ampak ki so bili ena taka zanimiva socialna plast tudi v tej kolonizirani družbi. Po eni strani so bili vojaki, ki so jih poslali vse povsod po svetu, kjer so recimo in zatirali oziroma zadušili delavske upore v Franciji in drugod, zadušili nacionalne boje v Madagaskarju, v francoski Indokini, ki so se bojevali za mati Francijo v prvi svetovni vojni in v drugi svetovni vojni. Po drugi strani pa tudi je tukaj ta moment nasilnega naborništva in prisilnega dela. V bistvu so te strelce tudi večkrat uporabljali za to, čemu je francoska država rekla javna dela, za gradnjo železnic, za gradnjo projektov za kmečki razvoj, Office du Niger, tako naprej. Tako da je velik tukaj element tudi prisilnega dela, ampak konkretno, na kar se nanaša film Camp Charoen, govori o enem specifičnem segmentu teh senegalskih strelcev, ki so se borili na francoski strani in so jih med drugo svetovno vojno nacisti zajeli kot ujetnike vojne, jih internirali v delavskih taboriščih, kjer so tudi pravzaprav spet prisilno delali, ampak zanimivo, to ni v filmu prikazano, so jim oziroma je prikazano na nek način, boste videli, so jim Nemci, ki so vseeno po ženevski konvenciji, jim izplačali nek denar v francoskih frankih za to prisilno delo, v katerega so jih porinili. Potem pa, ko je svobodna Francija osvobodila te senegalske strelce iz teh taborišč, za razliko od njihovih francoskih rojakov, ki so jim takoj izplačali plače za nazaj, pokojnine, vse dodatke, ki pritičejo tej vojni obveznosti. Afriških vojakov niso tretirali na enak način, ampak so jih potem v nekaterih primerih poslali še naprej v delavska taborišča v Franciji in jih potem si podajali med različnimi temi postojankami in jim obljubljali, da bojo jim kasneje izplačali te plače. Na koncu v okolici Dakarja, kjer se dogaja ta film, in jim obljubljajo, ja, boste dobili plačan, ampak se je to skozi potisnjeno dlje v prihodnost in pomembno tudi ta denar, francoski frank, se pravi, ki se uporablja v Franciji, jim hočejo pretvoriti v afriški frank oziroma CFA, kar originalno se je imenovalo kolonije francoske Afrike, potem pa kratica ostala ista, ampak ime se je spremenilo in to je frank, ki se še vedno uporablja danes tudi v zahodni in centralni Afriki. In je tudi problem marsikaterega spora, ne? In imamo tako imenovani, mislim, da si mi nekaj let nazaj omenil neko knjigo, ki govori o monetarnem kolonializmu, kjer so pravzaprav nekdanje kolonije še zmerno valutno vezane na Francijo, ne? Ja, še vedno zdaj, 2026, obstaja CFA frank, ki se uporablja v teh teritorijih zahodne in centralne Afrike. Zdaj neke reforme so bile na tem področju že storjene, ampak še vedno se, mislim, vsake toliko časa se pojavljajo različni projekti ustanovitve nove valute, eko, ampak se zaenkrat ni še veliko premaknilo na tem področju, ampak še vedno, mislim, to je tudi zanimivo slediti temu, ja, kako originalno je bilo vezano na fiksno
mero francoskega franka, potem je Francija prevzela evro, ampak je še vedno to recimo obveznost centralnih bank afriških držav morajo še vedno, mislim, da v Zahodnji Afriki več ne, ampak v centralni še vedno več kot polovico svojih tujih deviz imeti v francoski centralni banki. Tale konvertibilnost je fiksirana v Franciji, tako da nimajo nikakršne denarne, valutne, finančne suverenosti te države, ki naj bi že od 60. ali 60. let imele svoje lastne države. Jaz bi zdaj apropo senegalskih strelcev omenila samo še dve knjigi, ki jo morda skupaj z ogledom filma priporočam. Gre za avtorja Davida Diopa, Francoza senegalskih korenin, gre in sicer za knjigo Več kot brat in on, če tale film tako nekako kolektivno pokaže ta upor oziroma izkušnjo senegalskih strelcev. Ta knjiga govori o zelo individualni zgodbi dveh prijateljev, ki sta iz Zahodne Afrike se znašla na fronti in en dobesedno umira v nekih zelo težkih mukah in ranah in prosi drugega, da ga ubije, ker več ne more. In potem pride do te moralne dileme, češ, a te res ubijem ali če sem dober prijatelj, ti želiš, da te ubijem, ampak moje vrednote mi to nekako prepričujejo. In se mi zdi, da je v tej knjigi zelo dober ta argument prikazan, kako francoski častniki in vojska pričakujejo to divjaštvo od Afričanov, od teh senegalskih strelcev, češ oni bojo zdaj v prvi vrsti, v prvi fronti in bojo nasprotnike strašili, ker marsikdo še takrat mogoče v tem nekem rasnem imaginariju evropskem je videl temnopolte ljudi kakor neko skozi prizmo divjaka, ne? In on v nekem momentu kakor borec senegalski ugotovi, da se to pravzaprav od njega pričakuje, ne? Ampak on se ne počuti, ampak vseeno zadovolji ta neko imaginarij, ki se mu pravzaprav narekuje. In potem, ko pride do teh nekih bojev, ker seveda on zdaj nekako uspešno, mislim, da odreže neko roko ali tako nekako in na začetku mu ploskajo, češ, ja, super, ne, zdaj si ti pravi divjak, to smo želeli od tebe, potem pa, ko se to zgodi tretjič, ne, je pa potem že vprašanje, ne, ta je dušežer, ta je nor, ta je psihopat, ta je razlog za to, da ga dodatno dehumaniziramo, ne. Druga knjiga, ki sem jo pa hotela omeniti, je pa pravzaprav se dogaja v tem obmorskem delu današnje Eritreje, kjer so rekrutirani pravzaprav znotraj italijanske okupacije eritrejski vojaki in so odpeljani v Libijo, kjer se pravzaprav bojujejo proti beduinom. In se pravi, v tej knjigi, ki je šla leta 1927 in pravzaprav v tigrajščini in je pravzaprav prevedena nekaj let nazaj v angleščino, nekako piše, da tem vojakom, ki so jih imenovali askari, nekako nič ni mi jasno. Pride v Libijo, se bojijo proti beduinom, ne vejo čisto točno, so zdaj temnopolti ali so Evropejci in bojijo se za druge tuje interese, ampak češ, njim je ta boj pravzaprav potrditev maskulinosti, ne, češ, moram ga zmagati nasprotnika s tem, da utrdim svojo moškost. In druga zadeva, navezuješ se na to knjigo, je potem v etiopski literaturi, pa so ti askari, ki so bili rekrutirani, pravzaprav označeni kot kolaboracisti in nacionalni izdajalci, ne. In tudi marsikateri senegalski strelec se je bojeval v alžirski državljanski vojni, kakor mi je znano. Ja, zelo zanimivo. Pa tudi potem so igrali ti veterani eno zelo zanimivo vlogo v procesu dekolonizacije. Tako kot celotno delavsko gibanje skozi 50-ta so se vedno nanašali na ta referenčni okvir Francije, ki pravijo univerzalizem, vsi smo isti, kar tudi v filmu potem se Ben večkrat prikaže, kaj rečejo beli, črni, kif. Eno in isto. Zakaj hočete potem te rasistične vzorce polagati čez ta univerzalizem, na katerem naj bi bila država in politična ideologija ustanovljena. Ker so v bistvu zelo, pa tudi v vseh kontekstih,
vzeli te recimo dominantne ideološke vzorce in diskurze in jih obrnili nazaj in rekli, aha, ok, zakaj pa potem mi, ki smo enako vojaki, ki smo enako delavci, ki delamo skupaj mi smo črni, oni so beli, če se gremo te rasne sheme, zakaj pa nam ne pritičajo vse enake delavske in socialne in politične pravice. Tako da tudi geslo teh veteranov vse skozi 50., 60. in kasneje, ker so jim še vedno potem francoska država izplačevala pokojnine, za kar je bil pomemben ta dogodek v filmu, ki ga bomo videli, je bilo njihovo geslo za enake žrtve, enako plačilo. In tudi delavci, ki so se organizirali znotraj francoskih industrij za časa kolonializma ali pa poznega kolonializma, so tudi vedno imeli enako geslo, za enako delo, enako plačilo, če govorimo o univerzalizmu. Ampak film pokaže, da je pravzaprav ta ideja univerzalizma dosti problematična in vsak odklon od tega afriški vojaki označijo kot fašizem. In tle potem spet je ta neka referenca na Cézarjevo opazko, da je pravzaprav fašizem v Afriki obstajal mnogo prej, kot se je realiziral v Evropi. Morda zdaj za konec še Grega še kakšno zadevo, ki se ti zdi, pač ta kolonialni aparat se mi zdi, da je poln pač nekih paradoksov v ideji, pač kot ta ideja univerzalizma, ki potem se v praksi pač ne realizira. Meni se je zdel tudi zelo fascinanten moment v filmu, ta moment kolonialne izobrazbe, ki pač kot nek ideal obstaja, ampak prej ali slej se tudi obrne proti imperiju, ne? Ja, to je tudi leitmotiv v antikolonialnem boju, ne. Bodisi politične ideje, bodisi umetniške forme, potem kako obrniti proti moči, ki je nasilno te strukture postavila. Tako da vedno ta dvorezni meč, dajmo ta nek diskurs slavne francoske civilizacijske misije, Afričani niso civilizirani, moramo jih civilizirati, ampak kaj pa se zgodi potem, ko privzamejo francoski jezik, francosko izobrazbo in želijo enakost ne samo v kulturnih shemah, ampak tudi v političnih in ekonomskih pravicah. Ja, mogoče bi zdaj, da ne poveva čisto vsega o vsebini filma in pustimo še kakšen užitek gledalcem, ki si bojo film ogledali prvič. Mogoče še za konec poveva pač, da ta kolonializem pač ni le pač neko zgodovinsko obdobje, ampak je kot nek sistem, se skozi različne strukture nadaljuje še danes, ne, in nekaj si že omenil pač znotraj te monetarne ideje. Kako vidiš pravzaprav v današnji perspektivi, kako bi rekla, moč postkolonialne literature, ko se zdi, da v svetu vendarle, ne vem, jaz sem mogoče, občasno sem optimistična, potem sem pa realistično pesimistična in trenutno se mi zdi glede Afrike v tem nekem sodobnem dogajanju, morda smo vrnjeni leta nazaj in se te strukture še zmeraj in sistemi vzpostavljajo in ohranjajo. Ja, mogoče sem jaz tudi realist, pesimist, ne vem, kako bi temu rekel. Jaz verjamem, da je tudi to, ne vem, ta neka figura angažirane umetnosti pa funkcija kritičnega intelektualca ima tudi svoje zgodovinsko mesto. Se mi zdi, da književnost danes nima enake socialne moči, kot je to veljalo v 20. stoletju. Ta zapuščina humanizma, veliko umetnikov in humanistov bi radi, da bi še vedno ogromno ljudi, mislim, da piše književnost ustvarja umetnost z mislijo na nek mobilizacijski, politično-transformativni moment. Ampak se pa tudi zgodi, se mi zdi, velikokrat v zadnjih desetletjih, da pa je to vseeno se
potisnili v neko povsem samo estetsko polje. Tako da mogoče, kaj se mi zdi zelo zanimivo, zadnjih let dejansko spet obuditev nekega bolj direktno političnega boja, predvsem v Zahodni Afriki, kjer recimo je ta kontekst, v Burkina Faso, Mali, ti države, ki so se pred par leti združile oziroma podpisale neko sporazum o zavezništvu sahelskih držav, in potem tudi v obujanju zapuščine Toma Sankara v Burkini Faso, in ta neka suverenistična retorika. Potem so res tudi ven vrgli francosko vojsko, tudi vztrajajo na avtonomiji oziroma nadzoru nad lastnimi naravnimi sredstvi. In zanimivo mogoče spet v navezavi na to valuto, da je eno polje boja tudi proti temu francoskemu franku, ampak na tak zelo zanimiv, recimo materialističen način, da so tudi rekli, ok, v bistvu imamo ogromno rudnikov zlata, nikakršne infrastrukture za rafiniranje tega zlata, nikakršnih tehnoloških sredstev ali pa strokovnega znanja za to, kar potem klasičnem imperialističnem vzorcu vedno pomeni, da se surovine odpeljajo ven iz države, kjer se doda dodana vrednost. Zdaj pa vztrajajo tudi na neki, kako bi rekel, transformaciji izdelkov znotraj države, in neka ideja, ki se zdaj zadnja leta kuha, je, da bi potem to zlato lahko služilo kot jamstvo za neko novo valuto, ki jo bi začeli. Tako da recimo zanimiva ta moment neke zelo aktivne politične mobilizacije po desetletjih neoliberalizma, kjer je v bistvu političen boj bil velikokrat bolj retoričen kot recimo. Ja, mislim, da je sodobni čas je poln še nekih izzivov, s katerimi se bo pač ta nek antikolonialni, antineokolonialni boj še zmeraj nadaljeval. Eno od področij je seveda tudi ta digitalni svet, tehnološka, pač umetna inteligenca in vse naprej, ki še zmeraj temelji na zahodnih virih, na zahodnih podatkih. In mislim, da tlele, kar se tiče angažiranosti in političnosti, dela ne bo zmanjkalo pač za kritične mislece. Grega, najlepša hvala za pogovor. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in seveda upam, da nisva preveč film zdaj uničila z nekimi detalji, ampak se mi zdi pa vendarle, da neki konteksti sva predvsem glede te monetarnega konflikta v filmu dodala. Tako da najlepša hvala in ja, uživite v filmu.